hvaležno pozdravljeni. Letos sem se odločila, da prav nikomor za božične praznike, novoletne, Miklavže in vse, kar pride, da nobenemu ne bom kupila nič. Nada, niente, nič ne bom kupila, ampak bom vse naredila. In sicer ročno naredila. In ko sem razmišljala, kaj bi to bilo, sem ugotovila, da se bom mogla v nekako delavnico vpisati ali pa kaj takega, da bom lahko naredila nekaj tako čudovitega, kot je makrame s kristali. In seveda sem našla Časka Art oziroma Katjo, ki ustvarja tako čudovite stvari, pa že kolegica Gaja Klas mi je povedala zanjo, kako izjemna ženska je. In zato smo se tudi odločili, da priredimo delavnico, če ste se tudi vi odločili, da boste nekaj naredili ročno za sebe oziroma za kogarkoli drugega, 21.11., tako da do takrat pol do decembra imate vse pripravljen. V Ljubljani omejeno je število, delali pa bomo torej makrameje s kristali. In Katja je danes v naši družbi, kaj več nam bo zaupala, je tudi avtorica te čudovite tiare, ki jo nosim danes. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Pozdravljena, Jasmina, hvala. Kdaj si se ti srečala s temi makrameji? To si prinesla iz tujine k nam, ne, to tehniko? Ja, to je v bistvu prvič je bilo pred 10 leti, ko me je pot poklicala v Maroko. In en mesec sva potovala s fantom, on je namreč imel eno ogrlico čudovito z amonitom. In ko sem jaz to videla, sem rekla, kaj se hočem tega naučiti, ne? In se pravi, en mesec sva hodila naokrog in nič, te punce ni bilo. In potem zadnji dan, ravno preden sva odšla nazaj v Evropo, tako vidim jaz, ona je, a me lahko naučiš? Tako da me je naučila nekaj najbolj preprostega za pesnico. In potem ful časa nisem nič znala, nisem nikamor napredovala. Čez 5 let pa me je moja dušica poklicala v Južno Ameriko in tam se mi je ves čas ta makrame prikazal naproti. Potem sem pa spoznala enega fanta in se zaljubila v njega in on je v bistvu ustvarjal ves ta nakit. Ja, in potem sem se tudi jaz odločila, ne, da je december pred vrati in da bom sama izdelala darila, ne, malo po malem. In v bistvu iz te želje, iz te ideje se je rodila tudi prva trgovinca spletna na Etsyju z imenom Kondorjev let, ki se je potem spremenila v Časka Art. Wow, kako zanimiva zgodba. In makrame pa s kristali, odkot pravzaprav to izvira, tako primarno? A ima svoj izvor, kje? Tako jaz nisem preveč raziskovalen človek, jaz sem bolj človek od akcije. Tako da makrame je v bistvu stara umetnost, ki se je v bistvu istočasno pojavljala v raznih koncih sveta, ne? V bistvu kot zaključek na oblačilih, recimo, ko so delali vozličke v resicah, recimo potem v Južni Ameriki ravno kečua ljudje, se pravi Inki, ne vem, če poznaš, mogoče so se sporazumevali, niso imeli pisave. Ja, in edini način, da so se sporazumevali glede številk in popisa, so imeli vozličke, kipus. Ne? In nekatere hipoteze pravijo, da je to mogoče tudi grafični zapis, pač nič ni potrjeno. Tako da veliko časa je bilo v bistvu ta makrame neka dekoracija ali pa modni dodatek. Kdaj se je pa in kje pojavil ta v bistvu stik med kristalom in med, se pravi, to makrame umetnostjo, pa res ne vem. Vidim pa, da so nekako dve struje, se pravi, ena prihaja iz Indije, eni se naučijo v Indiji tega, drugi pa v Južni Ameriki, ne? In bi nekako rekla, da mogoče ti, ki iz Južne Amerike prinesemo ta makrame, da je mogoče malo bolj živ, pa tudi kristali so mogoče so nekoliko lepši, no? Bolj zanimivi. Bolj zanimivi. Ja. Na delavnici, ki bo torej 21. v Ljubljani, bomo ustvarjali, oziroma vsi udeleženci bodo dobili svojo kameno strelo. Imeli bojo tudi opcijo za kakšne druge kristale, če bojo hoteli, ampak kameno strelo dobijo v osnovi noter, brez kakršnih koli doplačil in tako naprej. Kamena strela je pa sploh en tak kristal, se mi zdi, ker če ga samo obdeluješ, že v osnovi daš svojo energijo noter in če greš z namenom delati, aha, tole bom pa zdaj se naučil, pa da bom delal za nekoga, je že na energijski ravni to nekaj fantastičnega in mnogo boljše darilo, kot mogoče dražje pa iz trgovine, ker narediš sam in daš sebe noter. Točno tako. Res, daš svojo ljubezen, svojo potrpežljivost, svoje razmišljanje o tem človeku in se v bistvu istočasno ustvarja ta neka vez in ta kristal se potem res napolni z ljubeznijo in moram reči, da vse moje stranke, ne, hecam je beseda stranke, vse ženske, ki od mene kupijo darilo, ker so večinoma ženske, mi dajo res čudovit feedback, da
pač da res resonira z njimi ta nakit. Ne? Se pravi, če bomo z namenom za nekoga to ustvarili, bo on to čutil in mu bo res nekaj dalo. Ampak veš kaj pa ugotavljam? Prisoten moraš biti pa 100 na uro. Sej pravim, to je v bistvu neka meditacija po žensko, ne? Meditacija po žensko. Tako. Ker vse ženskam nam je primarno dalo, da ustvarjamo nekaj. A ne? Jaz dejansko verjamem iz opazovanja, pa iz mojih potovanj, predvsem se pravim v Južni Ameriki, ko sem šla od Argentine do Peruja, ženske sploh v Andih ves čas ustvarjajo. Vsak trenutek je namenjen ustvarjanju. Ženska, ko hodi v Andih, se pravi predvsem v Boliviji in Peruju, hodi in med potjo prede, se pravi ima v vreči kosem velik volne, hodi in prede. Ali pa med potjo kvačka in plete. In to sem se tudi jaz v bistvu med potjo naučila delati, ker ko je moja hčerka se rodila, ni nič spala, v meni pa je tlela želja, mislim, skoraj nič spala, ne, in meni pa je tlela želja po ustvarjanju, po kvačkanju takrat. In potem sem jo nosila v nosilki in ko so hodile na Golovc, sem jaz skvačkala jopico in sebi en šal. Tako da se da tudi med potjo. Se da. Kaj se bodo ljudje na delavnici naučili? Ja, na delavnici se bojo v bistvu naučili, v osnovi bodo imeli to kameno strelo, kakor jo ima zdaj ti, in potem bodo doma lahko s katerimkoli kristalom ustvarili tako grlico. Naučila jih bom, kako se naredi tale tako imenovana mrežica. Lahko tudi tukaj pokažem. Tole je na Moldavito. To je na Moldavito. Kako je krasno. A ne, da pride lepo, ker je v bistvu vrvica nam daje ta občutek topline, nežnosti in jo lahko res v kateremkoli letnem času nosimo, da nam je čisto domača. Tudi ta vrvica, s katero bomo delali na delavnici, je povoščena, izredno kvalitetna. Tako da se bomo naučili delati tako mrežico in potem iz mrežice nekoliko drugačno bomo dokončali ogrlico, ki bo nastavljive dolžine, tako da bo res, jo bomo lahko nosili na katerikoli višini. Tako da bomo še ta mali bonus bom podarila zraven, se pravi, tako imenovani premični vozu bomo na koncu naredili. Premični vozu, se pravi, tole je, ni to cvirna, ne? To je treba povedati, da ni to cviren. Je pa to tudi, recimo jaz, če pogledam tole iz oči delovnega terapevta, vrhunska terapija, povezovanje leve in desne možganske hemisfere, ročne spretnosti. Mislim, čisto mehansko, če pogledamo, je to nekaj fantastičnega in gledajte, vse mi kar gre. Odlično ti gre, lih si začela, kako obvladaš. Vse mi kar gre, kar v redu je, a ne? Sem kar ponosna do sebe. To pomeni, da bodo dejansko vsi, ki bodo udeleženi na delavnici, garantiram, da si bo vsak naredil svojo grlico. Tako, in jo že odnesel domov okrog vratu, oziroma če bo za kogarkoli drugega naredil potem, a ne? Omenila si prej, da ženske smo ustvarjalke, smo tiste, ki kreiramo, in tudi sama, ko sem hodila na trekingu po Peruju, Lares Trek, sem videla dejansko tam že majhne deklice, ki so sedele na planjavi in so pletle take in drugačne stvari, a ne? Ampak, a se lahko prijavijo tudi kakšni moški, recimo, bo tudi moški? Tudi lahko. Jaz pač ponavadi v svojih delavnicah nagovarjam ženske, ker se večinoma ženske same javljajo. Absolutno pa je namenjeno vsem. Imela sem že enega mladega fanta na delavnici, mislim, njemu je šlo skoraj boljše kot nam, ne? A res? Ja, super močno. Ampak tako, on je ročno zelo spreten, tako da definitivno vsak, ki ima voljo, ki ima željo, mu bo šlo in dobrodošli vsi. To je namenjeno popolnim začetnikom. Ni potrebnega nobenega predznanja. Bova mečkeno demonstrirali že zdaj, kaj bomo vse uporabljali in podobno. Meni zdaj tole, res, veš kaj? Kar gre ti, ne? Kar gre mi, no, tako zabavno je, no. No, tako, se pravim, to je vrvica linjasita, povoščena, zelo kvalitetna vrvica. Pa vam bo pokazala, kako sem se v Južni Ameriki naučila. Tam ni metrov, pa se ne merijo centimetri, temveč neka osnovna dolžina za ogrlico, bom imela tlele, je tako dvojna, njo vzamemo približno do tukaj, zdaj, če je moški malo daljša, po telesu, ja. Lahko recimo do te ključnice, dvojno. In zdaj za te naše kamene strele potrebujemo 3. Zdaj, če je širši in večji kristalček, imamo tudi lahko več vrvic, kar ni dilema. Tako. Aha, več različnih celo, ne? Lahko, čeprav jaz bom rekla tako, jaz bolj prisegam na neko enobarvnost. Ja. Pa se potem, tako nekako se mi zdi, če je enobarvna vrvica, da bolj poudari kamen. Ja, to pa res. Tako da ga bolj nekako da
vnaprej. Pa tudi, če pride v stik z vodo, tole ni nobene panike, Ne, to je, se pravim, povoščena. Tako da recimo moški, se veš, ki imajo ponavadi en kos nakita ves čas na sebi, Tako. to zdrži ves čas. Tuširanje, kopanje, morje. Ena bivša punca od mojega partnerja mu je naredila eno tako grlco za kristal. Zdaj sem glih kar ugotovila, zdaj bo lahko pa mojo noso. Bo lahko polno dol. Ja, super, super. Ja, Ker super, no. razmišljam, ker se zname delam, koliko jih moram narediti za vse, predvsem pa za sebe tudi, a ne? Ja, nabaviš si lepo kristale, različne lahko, z moldaviti pridejo res čudoviti in z moldaviti je enostavno delati, ker so, kako smo ugotovili, da se temu reče raskavi, niso gladki. Ja. Ne, vse, kar je gladko, je nekoliko težje, ker nam povzi. In zato bomo tudi delali za kamenim strelom na delavnici, a ne? Ker so takih bolj pravilnih oblik in jih lažje nekako držimo, nam ne uhaja z rok. Evo, le, takole. To sem jaz pri tebi že začela. Dajo se gor vrvice, enako razdaljo, vzamem kamenno strelo, se špičko navzdol, Špička tukaj navzdol. seveda navzgor delamo, ne? Ok, da najdem. V bistvu gre za delanje vozlov. Tako, makrame je umetnost vozlanja. Ponavadi me ljudje sprašujejo, ja, kam imaš kvačko ali iglo ali kaj uporabljaš, rečem ne, samo svoje prste. Nič drugega. Tako, če ustvarjam recimo takšne, bolj polne ogrlice recimo, ne? Potem imam eno podlogo, pa tako ščipalko, da si držim, drugače pa samo prsti in vozlički. In pravzaprav gre za nekaj osnovnih vozlov in potem iz njih lahko čaraš, karčeš, res. Tele tiare predvidevam, da vzamejo malo več časa, tako. a ne? Sploh to, kar imaš zdaj ti na sebi, ki je z listki, to je zdaj moja najnovejša nekak kreacija. Zdaj sem naredila 2 šele, ali ne, 3. In to mi vzame precej časa in potrpežljivosti, ampak je res tako, obožujem, Dejansko no. se potem si samo uk, se sam naprej učiš, Ja, ampak tako. osnovo pa moraš nekje pridobiti. Ma bom rekla tako, res, jaz sem en tak zaprisežen samouk, nič se nisem po YouTubeu učila, čeprav obstaja marsikaj, ker hočem vse sama, ne. In mi je toliko bolj sladko, ko mi rata, in najprej mogoče niti nisem vedela kaj in zakaj mi je ratalo, nisem znala ponoviti, potem pa nekako razumeš, ne, kakor pri kitari, ko se učiš kitaro, najprej nekaj brenkaš, Ja, ko pa vadiš, pa lahko začneš ustvarjati svoje komade. ja, se to. Tako da moraš biti vztrajen, da potem presežeš tisto mejo, ko se pa res odpre ta brezmejna domišljija mogoče, ne? Evo, delavnica makrame ustvarjanja, kjer boste naredili darilo zase, darilo za kogarkoli drugega, predvsem pa se naučili tehnike, kako potem lahko tudi sami doma ustvarjate in kreirate. Torej, kot smo rekli, 21. kaj ne da, tako, Da. 21. ob 18. uri zvečer se bomo dobili in se takole zabavali ob kristalih. Dobili boste svojo kameno strelo, če boste hoteli kaj drugega, boste tudi imeli možnost in takole bomo skupaj kreirali. Nam boš pa tudi pomagala, ne, če se nam bo kje zapletlo. Seveda. Jaz ponavadi pokažem, pol pa skačem med enim, med drugim, med tretjim, ker si res želim, da si vsak ustvari, da je vsak zadovoljen, da gre vsak svojo kreacijo okrog vratu. Tako da jaz zelo skačem naokrog, no. Popravljam, vodim. Ženske Definitivno. smo nabiralke, ne? In lahko upravljamo več stvari hkrati. Se pravi, mi dve zdaj to pleteva in se zraven pogovarjata in nama je to normalno, ne? Tako. Zdaj, če bi imela deca tlele, bi po moje bil fokus noter in nikamor drugam. Res je, res. Tako je. Zato je meni recimo, odkar sem začela ustvarjati, ne, se mi zdi nekako skoraj izguba časa, da bi šla sam na kavo pa sam čvekala, ne? Ja. Imam neki prijateljski, vse ustvarjamo in potem, ko se dobimo, vzame vsaka svoje delo. Ponavadi, ko delamo v družbi, si vzamem nekaj bolj preprostega, recimo nekaj takega, da ne potrebuje 100% mojo pozornost. In dejansko lahko 2 stvari hkrati delaš. Ne? In potem se, mislim, dvojno fajn počutiš. Ja, seveda, ker se še koristim. Tako. In medtem, ko gledate televizijo, ne, lahko tole zraven počnete. Sicer pa ti meseci, ki so zdaj,
so pa sploh primerni za to, da nekaj počnemo, eni križanke rešujejo, eni jejo, eni televizijo gledajo. Evo, še tole boste naredili, pa dejansko bo. Ker prvič, ko sem jaz to pravzaprav zasledila, je bilo v Peruju na jezeru Titicaca in tam me je čist fascinirala ta zadeva in nisem niti vedela in pa mi je Gaja govorila zate, ona je res tukaj krasna ženska, pa toliko, veš, kako ona to obvlada. In sem gledala tvoje dela in sem res čist fascinirala in sem rekla, jaz se to moram naučiti. Zaradi tega, ker me uči tudi prisotnosti, kar je meni zelo pomembno. In evo, ko si jaz nekaj zaželim, omogočim še vsem ostalim, tako da bo to veliko, veliko lažje potem vse skupaj. Tako je. A ti smem nekaj sam povedati, ko si govorila o jezeru Titicaki? Ja. Ti povem en svoj lušen spomin, jaz sem bila tam pred 7 leti in je povezan ravno s tem ženskim ustvarjanjem. Ja. In vsak ponedeljek imajo na jezeru Titicaca ta dan za skupnost. A res? In se začnejo dobivati vsi, pač iz vsake družine mora priti vsaj eden. In se spomnim trenutka, nisem vedela, kaj se dogaja. In so začeli prihajati moški na en konec, ženske na drugi konec. In so se grupirale, vsaka je odprla ta svoj agvajo, svojo to tkanino, te svoje velike rute, Ja. in vzela svoje delo. In vsaka je začela svoje pletivo in tako so se pomenkovali. Se pravi, resnično vedno ustvarjajo ženske, ne? Wow. Res je ta en občutek. Se mi zdi, da tle nam malo manjka, no? Ja. Tega ženskega. Premalokrat se spomnimo, da je v bistvu ustvarjanje ena osnovnih potreb, prav potreb duše ženske. In ne verjamem, da je to nek poseben dar. Gre samo mogoče za to, da najdeš tisto področje, ki ti je všeč. Ja. Ali je to slikanje, ali je to pletenje, ali je to makrame, Krasno. karkoli. Se pravi, drage ženske, vabljene zraven na delavnico. Koliko časa bo to trajalo? Kako uro, 2? 2. 2. Jaz bi rekla, da kar 2. Ok, da se še vse zmenimo zraven, ne? Ja, ker pa veš, kaj tudi malo več nas bo, ne, kot ponavadi na mojih delavnicah. To je res, to je res. Tako da. In vse se bomo pomenile, vse bomo zrihtale 21. torej, 21.11. Če se želite prijaviti, 02 6200 230 je telefonska številka, ampak pohitite, ker je število mest seveda omejeno. Omejeno pa zaradi tega, ker Katja ima samo 2 roke. Ne? Nima jih 6, da bi potem pomagala, je pa definitivno se odločila, da vsak od nas bo potem ustvaril nekaj tako krasnega, tako lepega. Kristal dobite vse, kar dejansko potrebujete, predvsem pa najbolj pomembno znanje, da se boste potem igrale in razvajale še doma. Je pa to za vsakega primerno, a ne? Res je. Jaz vidim, recimo, pridejo ženske na moje delavnice, ene, ki še v življenju niso nič ustvarjale, pridejo malček prestrašene, pridejo druge ženske, ki so stare mačke v ustvarjanju, recimo, ne vem, pletejo, kvačkajo. In prav vsaka se v bistvu na nek način najde notri. Ne? Začne uživati po začetnem nekem strahu ali pa dvomu vase, nekama recimo katera, potem vsak izteče. Se mi zdi tudi zato, ker tako vedno jih srčno spodbujam, v vsako res verjamem. In zadovoljstvo ob koncu delavnice, ko si vsaka nadane svojo grlico, je pa res neopisljivo, no? Neopisljivo. Ja. Hvala lepa, Katja, in evo, vidimo se na makrame delavnici s kristali. Ustvarjale bomo, drage dame, in dajte si zagotoviti svoje mesto 02 6200 230 za več informacij oziroma za rezervacijo. Dejansko mi je uspelo. Evo, da še pokažem, da se ne hecam, da ni bilo nobeno. Evo, krasna stvar in moški tudi vabljeni, če želite. Sicer pa, drage dame, če imate ročne spretnosti ali nekaj krasnega in fantastičnega, torej 21. in to je potem tako krasno darilo. Zdaj pa vsi vejo, da bojo to dobili. No, v redu, kakorkoli že. Naj vam bo svetli.